Pa kaj se tu dogaja z menoj? Kaj se tu dogaja z menoj? Lejte, kaj sem naredil. Jebe mu mat. Kaj si? Lepotec, lepotec, ne? Ja. Kaj? Zdaj sem se v cest pelal in poglejte, kakšne čudovite hiške. Vse pojem, se me bo razneslo, ne? Tako da... Jaz sem spet v sedlu, sem že na poti v Črno goro. Pred 21 minutam sem zapustil hotel in se zdaj pelem, 3 ure imam vožnjo. Grem ob Skadarsko jezero, ful bo zanimivo. Fino je bilo tukaj, če izvzamem ono, da sem z avtom nasul umivki in da sem se kar so mi tudi pomagali, urco pa pol matrali saj, da sem ven prišel. Je bila pa dogodivščina, no. Zdaj pa po teh cestah, ki se bom danes vozil, lejte, zdaj je cesta takole. Ampak jaz sem se po enem delu teh cest le že vozil in vem, da ful dober bo, da bojo zanimive stvari, je pa res to že ne 7 let nazaj, tako da čisto vse se pa ne spomnim. Tako da jaz mislim, da preden zapustim Albanijo, bo še par zanimivih stvari za videti, takih hitrih, razgledi, bunker mogoče, kakšen pa to. Upam, da nisem preveč obljubil, bomo videli. Na poti v Črno goro sem se ustavil v enem super hotelčku, predvsem zato, ker moram uploadati video. Sem pa rekel, da izkoristim čas, sem si pa še za jaz, lejte, tole super naročil. Je pa drugač hotelček, zelo modern in prav vesel sem, da sem se tle ustavil. Najprej lep pozdrav iz Črne gore. Vroče je ful 37 stopinj, me je prej tam v avtu kazalo. Zdaj se že približujem počas celju, še 20 minut imam, tam, ke bom. Zdaj vam bom pokazal meni zanimiv kraj, ke sem se vozil že kot otrok, pa mi ni bilo jasno, kaj je tu, a je morje ali kaj je. Boste zdaj videli, no. Grem pa, kakor sem že rekel, na Skadarsko jezero. Ne bom čisto ob Skadarskem jezeru, malo v hribih bom, kar je še bolj, bo morda mečkan bolj hladno. Tako da sem pa mogel kar hiteti, ker sem do 16 check-out. Sicer sem jih klical, pa so rekli, da bojo počakali. Da ta Črna gora meni na trenutke ni čist jasna. Tlele noter smo bili zdaj v eni dolini, se pravi, in je Skadarsko jezero, zdaj ga boste videli vsak čas, jaz ga že vidim, gledajte, tle na strani je že. In tamle pa hudi hribi, na drug stran pa spet ful dol v dolino, pa morje. No, lejte, tle je meni, no tukaj je pa klet noter, je kot tunel zgleda, ampak je vinska klet, no. Meni je bilo jaz sem zmeraj mislil, da je tole morje, ker smo se tle iz starši vozili in mi ni bilo jasno. In lejte, tudi na drug stran se vidi jezero in pa greš pa tle čez, pa mi pa ni bilo jasno, zakaj čez neke tunele, se ne vem, so takrat že bili, ali zdaj vem, da je. Ne, vidite, tle tudi lepo gliser se voz, ne, tako da tole zgleda čist morje, je pa to Skadarsko jezero. Tako da neč, tole sem vam hotel pokazati. Bom nekje čez Bogu za hrbtom, ampak mi to celo odgovarja, tako da se čist nič ne pritožujem. Še 3 minutke, pa sem tam. Če še malo pa bom tukaj, prav všeč mi je tale vasica, lejte, v eni taki kotlinci. Dajte, da pogledam, koliko še imam. Če še malo pa smo tle. Sem že mislil,
glede na cesto, po kaši sem se pelal, da tle ne bo nič viden, da je tle pa po vinih znano. Povsod vsaka druga bajta je neka vinarija. Prispel. Sem zakrmal vso, da se malo spočijem. Fantastično je tlele. Tamle sicer je nekaj iz Flexerco dela zgleda, ampak gledajte, da vam ambient pokažem. Gledajte, v teli kamniti hiški sem gor. Zanimivo, tudi ful hladno sobo imam. Gledajte, kako ima tle lepo urejeno. Gledajte, jaz tle pod drevesom sedim. Tale grozdje bom pojel, ki mi ga je ena starejša gospa me je sprejela, 85 let ima, pa mi je pol še grozdje prinesla. Gledajte, tamle imajo grozdja. Kukrčte. Evo, zdaj tole v mir pojem, ta grozdje. No, pol vam grem pa še noter pokazati, kakšna je pa sobca. Je pa tole sam 25 evrov na noč, pa 9,7 je ocena na Bookingu. Vidim, glih tamle imajo nalepko, zato točno iz glave vem. Super bo tukaj. Da vam zdaj pokažem celo tole mojo namestitev. No, kogar sem rekel, v teli stari kamniti hiši sem rekel, to bo vroče, ker se kamen segreje. Pa je prav prijetno hladno. Dajte, najbolj všeč mi je tole, da se tlele lepo usedem v senco. No, jaz imam pa gor sobo. Glejte, grozdje imajo še pa še. Prej ste videli, mi je gospa dala en grozd. Upam, da se bo še kdaj spomenila. Krv pa ne bom, ker ni lepo, pa lahko me vidijo. No, evo, vidite, prav hladno je noter. Čeprav tudi klima, ampak se veste, jaz klima nikoli ne laufam. Vidite, fina zakonska postla. Hladilnik, to mi je važno. Hladilnik, to mi je važno. Ajde, malo manj je placa, kakor je jablko, je kopalnica, pa tudi če super, dosti velika. Tamle vlijak je mačkan umazan, tu sem ga jaz umazal, ker sem grozdje, ki mi ga je gospa dala, sem ga prav. Tako da, lejte, jaz sem tole čisto zadovoljen, maj pa tle več sob zgleda še, ne. Lejte, tu je še ena soba. Ja, meni se da, lejte, tu je identična. Da bi celo rekel, malo lepša kot moja. No, tle se pa ne upam, ali pa tle bom pogledal. Evo, se upam pogledati. Lejte, to je pa apartmajček. Lejte, tle dol dnevni, gor pa za spat. Dober imajo tole. Dober, tako da... Zadovoljen, no, jaz sem za to sobo, kakor sem rekel, plačal 25 evrov. Okolica pa vse pa tudi fantastično. Tole pa bo zajtrk. Prvič sem prepričan, da bo zelo okusen. Lejte, kaj sem mi vse pripravil. In to za 5 evrov. Ta drugič, kar sem navdušen, je pa glede tega ambienta. Lejte, lepo pod enim drevesom. Tukaj odzad kamnita hiša. Mogoče bi se mogel tlele v senco, ker tamle je sonce glih kar posijal, ampak je super. Lejte, da vam pa še pokažem, kako imajo tukaj noter. To sploh nisem včeraj vedel, da še tole imajo. No, tle tudi vin predelujejo, tako da, lejte, kaj imajo. Vse lepo urejeno, no, tukaj imajo pa drugač eno veliko sobo, kjer ljudje jejo. Me je tudi gospa hotela tukajle zrihtati, pa sem rekel, mraj odzune, ne. Drugač pa, lejte, kako je to mi je včeraj šef razkazal, ne. Lejte, kako je vse detaljčke zrihtal, tukajle ena stara stvar za škrofit. Neki tacga je mu moj oče pred 50 letem, neki starinski radio,
čelada tamle. Lejte, prav pač lepo je to zrihtal, lejte, tukaj še en radio, tako da in tudi obe dva sta izredno prijazna, tako da tukaj res prideš uživati, tako da jaz sem danes kar malo slabe vole, ker že grem jutro tukaj in se tudi ta potovanje počasi steka, tako da majčkeno me to v slabo voljo spravlja, ampak bom užival še te dni, ki so pred mano. Moram vam povedati, kaj je tole dober. Zdajle jem tole, ki je neke vrste baklava, ampak so še rozini noter. Tamle mi je gospa rekla, da je ful različnih marmolad, od kivija, pa ne vem kaj še vse. Ali ne moramo vse to probati, ali ne vem, a me hočejo zrediti. Če tole vse pojem, se me bo razneslo, ne, tako da bomo videli. Moram počas pa izmero. Po odličnem zajtrku sem se odpravil na oglede, danes bom videl veliko zanimivih stvari. Zdaj grem najprej v mesto Vir Pazar. Pa nimam hudo dobrega občutka, če sem čisto iskren, ker mislim, da v Vir Pazarju ni čisto nobene možnosti za parkirati. Bomo pa videli, če se motim. Zdajle sem prišel v Vir Pazar, 250 metrov sem noter, no. Tako da, kaj bo ta, šel naprej. Tako da iščem tale boat, se pravi, dom šuščovnom po Skaderskem jezeru, ki nudijo. Teh ljudi je ful tle po Vir Pazarju. Sem pa zdaj videl, tale ta prva bajta, ki je bila tle, ima tudi to in ima možnost parkinga. Ker tlele, po mojem, je problem parkinga. Aha, lejte, to je eno od teh starih mostov, ki so tle. Tle je ta mest, mi je všeč, če bi peš prišel. Ampak z avtom mi je pa groza. Lejte, tudi vse neki urikverc, rine, pa tako naprej. To je noro. Te moram še pol tle se grem najprej zapelat. Boste videli, to je noro, kar se tiče prometa. Pak jaz bom igral zdaj tlele, ki bojo teli ponujejo, vidite, tlele boste zdaj videli, lejte, tale boat tripe, lejte, kukrčte je teh ljudi. In jaz bom posod rekel, lej, vzamem, kakšna je cena, ampak parkirplac mi zrihtite, brez parkirplaca nimam jaz kaj, ne. Drugač, v temle mestu se dve reke zlivajo v Skadersko jezero in je to zmeraj bilo neko tako središče, tako bom rekel, razvita zadeva. In se bom tudi prav z veseljem sprehodil po tem mestu, sam če bom dobil parking, ne, kar pa se vidite slabo zgleda, oziroma grem tlele pogledat, če je. Se ne bo baba umaknila. Mislim, lejte, vidite tu. Jaz bom enkrat enega mičken zanalež, ga bom mičken ruknil, pa rečete, da sem zajeben ali pa karčete, zato ker jaz se zmerom umaknem človeku. Tu pa boli ga mislim, neverjetno. Lejte, on videl, če se bo tlele kaj. Ja, no, dobro, tle, ja, mislim, noro. Zgleda, da sem pa najdel tlele parking, tamle na koncu, upajmo, da bo okej. Ta prvem, ki sem šel za tole boat turo, sem se dogovoril 3 ure 15 evrov plus 4 evra vstopnina v nacionalni park, tako da 19 evrov me je koštalo. Na voljo so imeli tudi dvourno, ki je pa 10 evrov, ampak če že grem raj 3 urno, pa da malo več vidiš, no. Imam pa občutek, da bo to kar zanimivo. Bomo videli. Evo, pri tej agenciji, ki ima tlele stojnico za mano, sem teh vzel to boat turo.
Tako da še 2-3 minutke počakam, pa gremo. Vsaj tako so rekli. Super, zdaj pa ta majster, ki sem mu plačal, prišel do mene, da morda pa ne bo placa. Da maj pa ful blokirano, da pa morda ne mogo je. Sem rekel, pa ne se hecati Slovenije, sem rekel, da je tenga drugega mu mestu vzeti ne men, ampak vse se bo rešilo, sem prepričan, da se bo. Tale mojster, ki je meni denar vzel živčno okoli leta, najbrž, da ima res problem, ampak jaz nisem pa nič živčen, ker vem, da nekako se bo rešilo, tako da v najslabšem, ampak res v najslabšem primeru 19 € zgubim, ampak jih sigurno ne bo. Pa nas gre res veliko na tole turo, ampak pri tukih se zmeraj placa še za enega najde. Zmanjkali bo placa, že vidimo, ampak gledajte, teh čovnov je cel kup, tako da čakajo po mojem. Tu so vsi med sabo povezani, ker napolne en čov in gre drug. Samo paziti moram, da me ne bojo dali na unga za 2 ure. Kakor sem rekel, se bo vse rešilo, sem že na ladici, sem čisto zadnji gor prišel, tako da nisem dobil čisto pravega sedeža za sedeti, ampak sem pa tlele na krovu, kar je še boljš, glejte, vrhunsko za snemanje in vse, tako da zmeraj se dobro reš, sam živče ne smeš biti. Zdaj ravno kar smo izpluli pred minutko in gremo. Zdaj se vozimo po enem kanalu in zanimivo, da lejte, imajo celo takole parkiraš pa piknik placi in tega je že kar nekaj časa, lejte tam, če vidite celo ležalniki, pa bom rekel, da kar lepo zgleda. No, kanal, po katerem se vozimo, zgleda pa takole. Zdaj smo tukaj pristali in gremo gor pogledati en samostan. Tale je en golfak, jaz ne vem, je to enka ali je dvojka. Če kdo ve, naj napiše v komentar. Jaz sem drugače sicer enko mu, pa ne vem zdaj, je to enka ali je dvojka. Če bi mu dvojne luči, bi bilo sigurno dvojka. Kamor pridem, srečam žlahto. Lejte ga, kako je luškan. Tudi tle po pot lahko fik naješ. Jih je kukar češ, ni to edini drevo. Kaj je žlahtnik? Kako si? S veselka me vidiš? Evo, lejte, tle pa še en mlajši žlahtnik. Kaj je? Kako si kaj? So mi do prijatla? So prijatla, lepotec si. Ja, lepotec si. Lepotec, ne? Ja. Kaj imaš malo polizal? Sva prijatla, ne? Ja, moj lepi osliček. Ejte, kakšen gospod je tale. Ti si gospodin, Ja, gospod si ti od osla, ne? Ja, kako imaš lepe ušesa. Kako imaš lepe ušese. Res si lep. Ni to edina žlahta, lejte. Še eno žlahto sem srečal. Kako ste pa kaj ve? Kako se imate, je vroče? Ja, lušne ste. Lušne. Ja, kaj je? Lepe vroče vam je, ne? Ja, zastopam, da vam je vroče. Se res vroče zaznorte.
Evo, turo smo dali čez. Bom iskreno povedal, kako je bilo. Ni bilo slabo, sploh ne za ta denar, za 19 evrov. Ni bilo pa nekaj posebenega, da če bi zdaj rekel, da če ne bi šel, da bi kaj ful zamudil. Tako da če boste tukaj, pa če bo še taka cena, vam svetujem, da greste. Ne pričakovati pa, da boste brez besed ostali. No, jaz grem zdajle hitro okoli na oglede, da izkoristim dan, pa še kaj vidim. Grem eno panoramsko cesto, kjer mislim, da bo ful super. Čeprav mečkam tele meglice uničujejo zadevo, ampak bo. Ne vem pa zdaj, zakaj se vse stavilo. Vidite, lejte, tamle una cesta spodaj, ne? Tam sem jaz prišel, kaj je do mojega prenočišča, aha, pa še gasilci grejo. Ej, tamle je en požar. Katastrofa tole, tlele smo se zdaj srečevali. Tamle tudi policaj, pa ne znajo nič rešiti. Tamle, lejte, je na levi strani neki hotel, placa, kukar češ, nas bi kaj poslal, pa ni, gasilc bo šel po unili cesti, tamle, ker gori tamle nikje, lejte. Katastrofa. No, zdaj gasilc le prišel tamle. In pa tu zdaj, kaj se tam takale gužva gor nabrala. Noro to, noro, noro. Tukaj le je izbruhnil požar, pač vžgalil se je, pač pa po tleh. Jaz upam, da jim ga uspe pogasiti. Sicer tle niso gasilci tukaj zorganizirani, kot pri nas. Tako da se bojim, da jim bo tole kar hud zalogaj. No, lejte, po teli cesti dol, ne, ki jo vidite, to je pa pot do mojega apartmaja. Vozim se po eni lušni panoramski cesti ob Skaderskem jezeru. Po te sem se že vozil ene 4 leta nazaj in lejte, tamle nekje dol se mi zdi, sem tudi enkrat prespal nekje. No, tamle pol gor vidite cesto, sicer žal se makadam začne in gre skozi ob Skaderskem jezeru in ne boste verjeli, dlje časa, ko se voziš, bolj zanimivo je. Je pa tu takale ozka cestica, zdaj še asfaltirana, ampak pogre pa v makadam, ampak tole bo ful lušno, boste videli, kaj vse zanimivega se bo videlo. Poglejte tale razgled. Jaz sicer pojma nimam, kako se bo to dober pol videlo v videu na YouTubeu, ampak jaz vam garantiram, da v živo je tole tako hud razgled. Sam stoj pa gledaj tistele barve, tamle od zadej vidim čist zelene. Mislim, res je fenomenalno. Lejte, sem pa tudi obrnil, pelal sem se že naprej, 1-2 kilometra, pa sem obrnil, da sem nazaj prišel zato, da bom tole posnel, ker se mi res dobro zdi. Zdaj bom mogel iti pa vsaj 1-2 še naprej, da bom najdel plet za obrniti, ker cesta je povsod čisto ozka, da bom prišel nazaj, tako da, ampak se je splačalo. Jaz nisem vedel do pred 4 let, da ima Skadersko jezero toliko otočkov. Lejte, tukaj jih jaz vidim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In lejte, to se še kar nadaljuje. In lejte, kakšen hud razgled je tukaj. No, cesta takole zgleda, tamle sem avto parkiral, tudi ne najdeš kar plec, da lahko takole parkiraš. In jaz bom šel vse do albanske meje, me prav zanima, do kje lahko prideš. Škoda samo, ker je slaba vidljivost. Lejte, tamle na uno stran se skoraj nič ne vidi, pa je to Skadersko jezero, mislim, da je 15 km maksimalno široko. Tako da vidljivost je slaba. Tamle na un stran neko mesto vidim, čez ta mest sem se verjeten včeraj pelal, neverjeten, sigurno. Tako da meni je tole dober, se bom pa tudi dol nekam v eno vasico spustil, bom še videl katero. Pa po možnosti tudi malo dron spustil. Zdaj sem se z avtom zapeljal dol čist do jezera, ker spustiti sem se mogel. In zgleda, sem tlele prišel do enega znanga kopališča. Me prav zanima, koliko je čista voda, bom še jaz tole
pogledati. Tono tam nazad, ki vidite, pa po mojem že otok. Kakor vidite, tukaj se ljudje kopajo, samo jaz, ki vidim takale trava, pa malo to, me mogoče malo mine. Čeprav mogoče to ne upravičeno, mogoče voda je čisto super. Ne vem, glih kopat se ne bom šel tle, no. Je pa vroče, da vam ne moram povedati. Bom pa probal tle dron spustiti. Tale plaža je pa ful zanimiva. Lepo peščena. Mislim, tudi voda, ki pogledam, mogoče ni to tako umazana. Mečken ti pa tudi apetit vse skupaj jemlje, zato ker je ful smeti vse posod, ne. Ne vem, kako ne morejo s tem smetmi to rešiti. To ljudje mečejo čist posod, kjer je, tako da eno čistilno akcijo bi mogli narediti, pa mečken pospraviti, pa bi bilo tle za 300% boljše vse skupaj. Šel jaz na tole plažo, pa bom tamle drona spustil, pa grem mečken na tem otoki. Vidimo, če so fige dobre. Dobre. Sladke. Pa bom šel z dronom mečken nad otoki, pa da vidim, če bo kakšen dober posnetek. No, dajte, vidite, svinarija, ne. To je žalostno. Žalostno, pa bi to lahko biser bil. Danes pa sem aktiven z dronom. Že četrtič ga spuščam, evo, lejte, tamle ga imam. Sicer vreme je tako slabo, mislim slabo. Vidljivost je slaba, tako da nekih ful hudih posnetkov pa fotk ne pričakovati. Glede na to, da je ura že 6, pa da imam do Vir Pazarja glih eno urco, sem se odločil, da bom kar obrnil. Ker če grem do albanske meje, imam še 55 minut, pa pol še nazaj 55 minut, več se pravi mi 2 ure vzame, bi šel pa še nekaj retest. Sicer tam so verjetno super razgledne točke, samo da nas tu ne deluje, ker ni preprosto, ni vidljivosti in ni tako lepo, kot bi bilo, če bi bilo to jasno, če bi bila, ne vem, vidljivost dobra, tako pa žal ni, tako da grem pa kar nazaj do Vir Pazarja, pa bom tam nekaj pojel, pol pa nazaj v sobo. Oziroma, če slučajno kje vmes se že kaj najdlo za pojesti, se bom tam ustavil, drugače pa v Vir Pazarju. Zdaj najprej se moram dvigati na, po mojem, neko višino, par 100 metrov, pol bomo se pa po tisti višini naprej pelali. Je pa tole kot panoramsko cesto, v vsakem primeru priporočam. Če boste imeli pa še bolj srečo z vremenom kot jaz, boste pa sploh navdušeni. Lejte jih, kako so lušne. Kozice in kozli, pa še nekaj teh ovc. Lejte, lepe kozice, pa pravi, da koze niste pametne. Pametne ste, pametne, se lepo umikate. Sranje je tole. Požar se nažalost širi. V teh 3 urah, ki me ni bilo, je ful bližji prišel in lejte, tamle kar močno gori. To noben ne gasi. Mislim, tle najbrž nimajo tu gasilcev kot v Sloveniji, ampak lejte, tamle kar fejs gori, ne. Ne vem, kaj bo, ko bo tle do bajt prišlo. Pa do te hoste, tu ljudje, ki gruntajo, so kaj živčni. Ne vem, jaz bi bil čist iz sebe. Bi šel kaj malo kositi, nekaj, ne vem, nekaj prekopvati, amle hosto podirati. Ne vem. Mislim, ne spoznam se na te zadeve, pa ne vem,
Nekaj bi pa probal narediti, pa še veter ful piha, tako da jim sploh ne gre na roke. Pa kaj se tu dogaja z menoj? Kaj se tu dogaja z menoj? Lejte, kaj sem naredil. Jebe mu mat, kaj sem glup. Lejte, nisem videl, da je tlele tu. Jejoj. Lejte, stoji k stara k noro. Noro. Ej. Buh se smil. Ste videli to, kaj sem je naredil? To ni normalno. Kaj je narobe z menoj? Evo, si se vse srečno rešilo, z avtom nič narobe, vse. Tam so se najdeli eni, ne vem, kaj so bili Slovaki, Čehi ali Poljaki, nekaj od tega so bili. Mojem so bili Slovaki ali pa Čehi, pa so mi pomagali, pa en domačin. En domačin je bil pa prav fejst nesramen, no, je pa samo nekaj iskal, pa nekaj sikal, tako da tiste pa sam špetir iskal, bi rekel. No, ampak nima to veze. Sprašujem se, kaj je z mano narobe. Predvčerajšnjem umivko, danes, kaj, ste videli, kaj sem naredil? Kaj bo jutri, kaj po jutrišnjem? A sem čist neskoncentriran? A sem čist, ne vem, me bo treba izpit vzeti, ne vem, res te ved. Dober, v glavnem, prišel sem v stanovanje, sem zmatran in vse, tudi zmatran od tegale, ker tu gre čez tebe pol, ne. Tako da se sem stuširam, pa naredim plan za jutri. Jutri bo najbrž dan, možno, da bo jutri dan, ko bom največ zanimivih stvari videl v celem potovanju. Tako da prej bom šel spat, si sam po vrst pišem vse stvari, ki jih jutri pogledam. Jih bo pa ogromno, tako da moram jutri kmalu od zjutraj od tukaj iti, pa bom šele zvečer prišel v apartma, grem pa nekam ob morje, ob Črnogorsko morje, tako da sem rekel ta zadnji dan, ko bom, tle bom pa še malo plaže raziskval. Tako da to je to. Dajte malo komentar napisati, kaj se mislite o tem mojem karambolu z avtom. Me prav zanima. Ne vem, dajte, res me zanima, bom hvaležen. Nič, adijo, jutri je nov dan, pa skoncentrirajmo se na nov dan. Dobro jutro. Ura je majčkeno čez 6. Nisem mogel spet vroče noter zaznort. Verjetno tudi napaka, ker nisem okna odprtega, sem zvečer ga nisem odprl, ker je bilo zunaj še bolj vroče. Tako da, zdaj, ko sem pa ven stopil, pa vidiš razliko, 6-7 stopinj je zunaj bolj hladno, kot noter. Tako da me je tule zaletelo, da se nadiham malo svežega zraka. Ob 8 imam naročeno zajtrk, pol pa kar hitro v akcijo, kakor sem že včeraj rekel, danes je mogoče dan, ko bom videl največ stvari, kar sem na potovanju. Jih je toliko, da ne morem povedati. Upam sam na dobro vreme. Spet me razvajajo z zajtrkom, poglejte, kaj vse so mi pripravili. Omleto s sirom, šunko, tole niti ne vem, kaj je. Tole mi bo fejst pasalo sadje, imam rad neko pecivo, pršut, salama, sir, domač paradajz, 3 vrste različne marmelade, domač sok, tako da, lejte, tole je res neverjetno, pa še v super ambientu sem, tako da res en sam užitek. Tole so moji gostitelji na tej čudoviti lokaciji. Lahko povem, da sem se super imel, hrana 10, gostoljube 10, ambient 10, tako da zdaj naj pa še gostitelji malo povejo, šta vi nudite gostima, recite, da znajo ljudi iz Slovenije.
Mi gostima možemo da ponudimo kvalitetnu hranu i kvalitetno vino, kvalitetan ambijent, kvalitetnu uslugu, kako bar mi smatramo da je kvalitetna. Što se tiče vina, ja sam malo zadužen za proizvodnju tih alkoholnih pića, vino i rakija, a žena je za kuhinju, za sirupe, za džemove, za gastro program. Da, sve što sam jeo bio je vrlo dobro, tako da možete još vi, Jelena, da kažete nešto. To je ona kriva za sve to. Pa mogu da kažem da je naša prednost ta što znači, mi našim turistima nudimo odmah i hranu koju gajimo u našem vrtu. Znači to su sve lokalni proizvodi od povrća, paradajza, krastavca, znači do naših čorba koji spremamo, sve znači naše domaće, organsko, neprskano. Također imamo u ponudi i dosta tih domaćih džemova, sve sa našeg gazdinstva. Mogu da kažem da vrlo malo stvari kupujemo. Ono što turisti kod nas jedu, znači ni supermarketa, nego je baš naše. Ono što nemamo, kupujemo, trudimo se i da na taj način i doprenesemo i lokalnim ostalim proizvođačima, da kupujemo hranu koja je znači od lokalnih proizvođača, od nekih mini farmi, pošto mi nemamo životinje, od nekih mini farmi do tih jaja, do te pršute, sve da bude znači iz mjesta u kojem mi živimo i na taj način i mi uključujemo njih u turizam. Znači ako je nama dobro, može da bude dobro i našem komšiji također. Super, puno vam hvala na svemu što ste mi dali ovdje, tako da ja sam bio jako zadovoljan, pa siguran sam da će se još vratiti. Hvala i vama i dobrodošli. Zdaj sem še zmerom v tej vasici, grem še tole cirkuco pogledat, vam bom tudi zgodbo povedal, ki mi je povedal in ta lastnik in tudi prebral sem jo. Fantastična zadeva, boste videli. Ni bila tista cirkuta prava, tale je ta prava. Tako da zdaj šef je sicer rekel, da mogo iti 150 metrov peš dol. Bom videl zdaj kam po tej cesti pridem. Se mogoče bomo pa prišli. A, evo ja, evo ja. Evo jo, to je to, super, super. Sem kje bom parkiral. Ja, to je to, šef je rekel, da bom peš mogel dol jet, zato ker ni parkinga, tako da bom obrnil, pa bom res gor parkiral, pa bom dol peš šel. Sem prišel do te cerkvice, zdaj pa da vam povem posebnost tele cerkvice, ki je mene navdušila. Povedal mi jo je šefe in tudi prebral sem jo še nekje, tako da informacije zagotovo držijo. Lejte, tukaj v tej vasi je bil enkrat eno zelo dolgo obdobje dežja in so bili plazovi in menda so vse hiše so plazovi podrli, ta cerkvica je pa ustala, škoda, ki je zaprta. Škoda, ki je zaprta. Ta cerkvica je pa ustala, ampak je šla 150 metrov nižje dol, ker se pravi se je zapeljala dol komplet, lejte, s tem obzidjem in vse. In se tudi malo obrnila, ampak gledajte, je cela ostala. Tako da, zanimivo. No, potem je enkrat bil pa tudi potres še, ki pa tudi je podaril menda skoraj vse hiše, ta cerkvica je pa ostala. Tako da, res čudežna zadeva in da to ne, vidite, da je to nekako vse skupaj malo čudno, se to vidi potem le vsem, kako kar pač je, ne, kako stoji tudi nagnjena, je temu tudi zgorej, če pogledamo in tle se že malo vidi, da je nagnjena. Tako da, in vidite, tamle tistle, ki je neki zvonik, je tudi malo nagnjen. Tako da je tudi malo obrnilo, tako da, lejte, to je res pravi čudež,
da je ostalo. Tako da meni je ta gospod lastnik tistega, tam, ko sem spal, to zgodbo povedal, sem rekel, no to cerkvico pa moram iti nujno pogledati, ne, res. Fascinantno. Tukaj je včeraj gorelo in ste videli, kar oren gorelo, danes pa ne duha, ne sluha od požara. Vse skupaj, kar sem videl, 2 avtomobila gasilska, ki se tudi niso nekaj veliko sekirali, pa kaj hitel. Tako da zgleda, da je tle tako, da požar kar samo ugasne, čeprav se čudim v tej vročini, vse suho, tako da res čudno. Zdaj le malo voham tule dima, lejte, tle od zadej 20 ali pa 50 metrov je gorelo. Zdaj pa to vse čisto okej, tako da zanimivo, res. Ravno kar sem se speljal čez mesto Vir Pazar, to sem tudi včeraj bil, zdaj se pa odpravljam po eni ful zanimivi panoramski cesti, ki bo kar nekaj časa trajala. Tudi vidite, kako se srečuješ, takole ceste so zelo ozke. To se bomo dvigovali, spuščali, ozke ceste bojo, vse živo boste danes videli in garantiram, da je ful zanimivega, tako da glejte tole do konca. Tole je prva zanimiva razgledna točka danes. Tole je Skadarsko jezero. Tle smo se včeraj s tem ladjicem vozili. Glejte, Vir Pazar je tamle v teli smeri. Tamle tudi vidite, nad gorami se zbirajo oblaki. Vidljivost je nekaj srednjega. Glejte, mi smo tamle iz tistega zelenega, iz ladjice ven prišli, pa smo šli kele za un hrib od zadej, potem pa še za ta hrib zadej. V glavnem pač zanimivo videti, kako to izgleda, koliko je tega zelenega. Zanimivo, no, vsaj meni. Tle sem se ob cest peljal in poglejte, kakšne čudovite hiške. Tukaj mi jih je gospa pokazala, tole mi je tudi odprla, jo grem lahko pogledat. Res fantastična zadeva, domiselna, v lesu, ful tole po lesu diši, tako da mislim, super je tole. Tle ima tudi malo vrta, evo, gospa prav, ne grem še tle pogledat. Aha, evo, lejte, tukaj ista zadeva. Super, jako lepo imate. Lejte, tukaj še malo vrta, gugalenca, tamle gor je potem WC. Je pa cena 55 € za 2 osebe za zajtrkom, se pravi 27,5 € na osebo. Poglejte, kakšna razgledna točka, pa še vidljivost je kar velika, pa sonce približno na pravem mestu. Lejte, to bom rekel, so neki začetki Skadarskega jezera, če to skozi sploh pod jezero spada, tamle od zadaj se mi zdi, da je reka Morača, ne bom čisto točno trdil. Je pa tukaj bolj težko tole snemati, ker moraš kar takole malo na cestu staviti. Pa tukaj je super, tukaj je zdaj najboljši plac bil, da sem lahko stavil. Sem že ne 3-krat razmišljal, da bi, ampak ni šlo, ker preprosto ni bilo placa. No, tole je pa še boljša zgledna točka, samo malo naprej. Sicer, lejte, tle niti avto ne more men pridati in vidim, tamle se že svete en prhaja, tako da moram kar na hitro nehati. Tole je ena najbolj znanih razglednih točk v tem koncu Črne gore. Tole, ki vidite, je reka Crnojeviča. Upam, da sem prav razložil. Je pa še tamle, lejte, na oni strani ena razgledna točka. Se moraš najbrž do ene gostilne iti, pa tam kaj spiti, pa da vidiš. Tako da jaz sem rekel, če sem že tukaj, bom šel nazaj, pa grem še kaj gor pogledat, ker
Na vseh prospektih so istem slike, je pa drugače tole fantastično, verjetno se strinjate z menoj. Sem šel tudi še kaj naj bi bila una razgledna točka, milijon tabel, privatna posest, tako da sem rekel, če se pa en tuk potrudil, da je tuk tabel na bo, pa ne bom rinil tle, tako da sigurno je tu neka fora, ali moraš tam prodaja neke vin, pa tu pa moraš kakšen vin kupiti, ali pa kaj plačati, lejte, če bi tam bilo 2 evra za plačati, bez tu plačal sem, ne da se mi pa z njim pregovarjati, pa pol, da mi še neki tiščijo, da moram nekaj kupiti, kaj če mi si z vinom, ne imam kaj. Tako da ja, gremo pa kar naprej, cesta se nadaljuje taka, ki je bila, oska, zavita, mal gor, mal dol, tako da jaz imam rad take ceste, tako da uživam v tej vožnji. Lepe stvari se nadaljujejo, lejte, to je zdaj smo prišli čist do reke, pa je en star most, reka mi izgleda kristalno čista, pokrajina lepa, tle bi se šel človek kar malo ukopati. Meni je to zelo všeč, smo pa nekje, bi rekel, Bogu iza nogu, zdaj kam zdaj zaviti, moram pa mečke na zemljevid pogledati, bom videl. Tukaj kamorkoli bi zavil, bi šel prav, sam jaz sem se odločil desno, čeprav bom mečken mogoče 5-10 km več naredil, ampak po zemljevidu sodeč je tukaj par več, sta dva še zelo zanimiva, no, razgledne točke, tako da sem se odločil, da grem kar tukaj. Bomo videli, če sem prav naredil. Ful sem dolg cajta iskal en plec, da bom lahko dron spustil. Namreč parkirati je problem, ker ni, ne, tako da tlele je en tak večji večji, ja, zato ker ni nobenega. Tlele je neki zapuščen hotel in zdaj tle bom jaz drona spustil, sam moram pa nekje senco najdeti, zato ker drugače nič na ekrančku ne vidim. Mogoče se bom kam na tale hotel zavlekel, bom videl kako pa kaj. Glejte mojega junaka, 3 km je bil stran. Veste, kakšne fotke pa videe sem naredil, tako da to si morate pogledati. Na Instagramu bom fotke objavil, tako da pejte na moj Instagram profil Tomaž Gorec, pa si poglejte te fotke, pa kratke videe, ki bom izdelal, kar sem zdaj z dronom posnel, objavil. To je neverjetno, sem prepričan, tako da pejte pogledati, res. Pa napiš komentar, kako se ti je zdelo. Jaz mislim, da je ful hudo. To, kar sem zdaj z dronom snemal, je bila ta, ki sem rekel, da verjetno je dobra razgledna točka in res je bila dobra, tako da noro, kakšni bojo to posnetki pa slike z dronom, tako da komaj čakam, da pogledam, to bo res noro. Sem na poti na Lovčen. Lovčen je, lejte, tale gora, ki jo vidite. Gor je pokopan Njegoš, bom pol kasneje malo več o njem povedal. Smo se pa kar dvignili in lejte, pokrajina se je kar spremenila in tudi mečkam bolj hladno je ratalo. Je pa cesta skozi zanimiva, panoramska, tako da
uživam v tej vožnji. Sem tik pod Lovčenom, tamle gorje. Tlele sem uparkiral. Je kar gužva, ne boste verjeli. In lejte, čisto za vsak slučaj sem jaz kamne podstavil. Ampak nisem tukaj resno vzel stvar, ka nekateri, lejte, tale je bistveno bolj resno vzel. Tako da gremo zdaj gor. Dol sem plačal 2 evra neke parkirnine, vstopnine, nacionalni park ali kaj. Zdaj tle bo pa mi je pa povedal, zelo prijazen človek dol, da tlem pa še 5 evrov vstopnine plačal. Nekako normalne, bi rekel, zdaj normalne cene. Evo, zdaj se vzpenjam proti mavzoleju, kjer je pokopan Njegoš. Čez ta tunel bo treba jeti. Jaz sem zdaj tle ta drugič ali ta tretjič, ampak že dolgo cajta nisem bil. Tako da mi bo zanimivo videti. Nekaj stopnic pa je treba predelati, da priješ do vrha. Tako da mečka sem kar zadihan. Bom pa seveda prišel. Če ste pa čist brez kondicije, mečkem pa se boste namatrali. Mečken, ampak gledajte, se tam je že konc. Prišel gor, za menoj je ta mavzolej, sem pa preveril, koliko je stopnic in jih je 461, saj tako piše na Googlu. Tako da zdaj gremo pa naprej še tole pogledati. Razgledi so tukaj pa fenomenalni, pa še bolj fenomenalni bojo, ker se bom zdaj dol proti Kotorju spustil, tako da, kakor sem že na začetku dneva rekel, da danes je pred mano ful zanimiv dan. No, tukaj je pa mavzolej, tukaj je pokopan Njegoš. Njegoš je bil filozof, pesnik, vladika. Rodil se je 1800 pa še nekaj in spomnim se, da je zelo mlad umrl. To smo se učili v šoli v 5. razredu, se mi zdi, tako da to je kar vem od Njegoša. Vem še to, da so ga vprašali, zakaj ni tam na eni višji gori se izbral, da bi bil pokopan, pa je rekel, se bo rodil kdo bolj pameten od mene, pa bojo njega tam gor pokopali. Ker sem bil firčen, pa sem šel po enih stopnicah dol, evo, sem pa najdel njegov grob. Rodil se je 1813, umrl pa 1851. Ful odmeva. Tukaj je pa še ena razgledna točka, takoj za mavzolejem. Če šel tole kdo pogledat, naj pazi, da slučajno ne bo zgrešil, jaz bi jih mal med človek en rekel, če sem šel pogledat, pa so rekel nisem in zato sem šel, tako da ne boste mim šli slučajno. Tukaj iz te razgledne točke nimamo glih najbolj sreče z vremenom. Tukaj sicer je, iz tistele smeri, ki je pa Kotor, se pa oblaki nabirajo, tako da se ne vidi ravno daleč. No, tole pa še enkrat mavzolej. Tukaj, točno iz tukajle, iz tele razgledne točke, bi mogel biti pa ful dober razgled na Kotorski zaliv, ampak, kakor vidite, od razgleda nič, sam megla, oblaki. Zdaj, glede na to, če bo jutri lepo vreme, bom pa jutri zjutraj sem še enkrat gor skočil, zato ker tole si res želim videti, pa kakšno dobro slikco narediti. Zdaj se vozim po teh kotorskih serpentinah, ali kako bi se temu reklo. Tlej drugač, to se spomnim, ker sem šel vsaj že 5-krat. Ful dober, lejte, zdaj se je podprlo. Zdaj se je podprl še, pa kaj vem koliko. 20 sekund nazaj je bilo, nič se ni videlo. Zdaj pa, lejte, tale fantazija sem, ker nima človek kje ustaviti. Lejte, kako je dober dol, lejte. Wow, hudo.
lejte, tlele se pa da. Poglejte, kakšen hud razgled na Kotorski zaliv. Čeprav je malo megla, malo nizka oblačnost, ampak lejte, koliko je to nizko, koliko je to dol, ker bi bilo to čisto, kaj bi bile dobre fotke, si to vidite kdaj na Instagramu. Jaz sem tudi avto malo bolj tam parkiral in sem mogel jeti peš, evo, lejte, avto imam tamle. Čist hiter video, ker sem na cestu stavil, lejte, o tem vam tole govorim. Lejte, kakšen razgled na Kotorski zaliv. Tukaj le spodaj mislim, da je Kotor, tam pol naprej so pa Herceg Novi pa to. Res fantazija, da to še teh oblakov ne bilo, da se še te hribi vidijo. Neverjetno. Še ena dobra lokacija na Kotor. Lejte, tukaj se pa tudi že vidi letališče v Tivatu dol. Tole je pa še ena zadeva, ki mene zelo zanima. Trdnjava, Avstro-Ogrska, pred 120 leti je tukaj bila meja Avstro-Ogrske, pa ne vem koga, ali Črne Gore, ali Srbije, ne vem. In tle so naredili tole trdnjavo, ki se imenuje Goražda. Jaz sem na hiter malo prebral v njej. Gradili so jo leta 1884 do 1886, se pravi 2 leti. Pol čist končno obliko je dobila malo kasneje. Ampak takrat, ko naj bi jo naredili, naj bi bila to najbolj moderna trdnjava v tistem času. Menda zato, ker je imela neko 100-tonsko kupolo. Vse to bomo videli. Zgleda že tole, nisem šel prej nič pogledati, tole že zdaj zgleda fascinantno. Lejte, tudi te kanali noter. Lejte, prej sem šel tam malo pogledati, od odzunaj. Ne, to, tudi no nisi mogel kar pridati. Lejte, to je okoli in okoli takle kanal globok. In že na prvi pogled zgleda neverjetno, no. Tako da zdaj gremo noter, upam, da bo dosti svetlo, če pa ne bo, za kakšno pomembno zadevo videti, bom šel pa tudi po lučke imam v avtu. Glejte, to je, tle je tema, tle je tema. Ja, pa bo treba neko luč dobiti. Tako da jaz grem nazaj po luč. Luč sem usposobil. Tle sicer baterije mi ven padajo, ker to mi je enkrat v eni jami v Kočevju mi je na tla palo in mi je tle tele lejte zobčke polomilo. Drugač pa, koliko sem jaz zaradi te luči že dobrih posnetkov naredil, tako da take luči moraš imeti. Za takele zadeve, kot to sploh. Zdaj pa lahko nadaljujemo tam, kjer smo končali. Lejte, ta luč res dan naredi. Dan naredi, tako da to je, lejte, tamle lukna za mitrales ali ne vem kaj. Nisem jaz najbolj pameten za te zadeve, ampak je neka odprtina. Res impozantna stavba. Lejte, stopnice gor, to bomo šli gor. Moram iti po vrst, da kaj ne spustim, zamudim. Ano, se to vse belkane isto. Malo pografitirano. Evo, zdaj bomo šli pa po tistih stopnicah gor, da vidimo, kam pridemo. To bo tukajle, zelo ozke stopničke. Prišli bomo ven. Tle luči ne bomo rabili.
Čete, tlele luč odložim, pa ugasnem, da se ne bo baterija brez veze nucala. Aha, vidite, tlej gorem bunker. Aha. In lejte, če je človek dol opazoval, se pravi, tam Tivacki zaliv, tamle, če bi z avtom prišel, evo, me ima čist nanišano, kam tele vrata vodijo, pojma nima, so čist barikadirane, tle letenca 1915. Ne predstavljam se, da bi bil vojak, pa da moraš tle cele dneve viseti, pa gledati, pol te tu neš zanima že več in se spozabiš. Vidite, tle dol se vidi ta Tivacki zaliv, tamle gor je pa tista ta velika kupola, bomo šli tudi pol bližji. Ejde, to pa prej, ko sem vam govoril, da je vse okoli, bi rekel, skopana jama, ne? Da je okoli gradov so običajno imeli vodo, tukaj pa ni bila voda, je bila pa sam jarek, ne? In zdaj tudi eventualno, če bi vojska čist do tlele prišla, ne more še v trdnjavo vstopati. So pa vidite okoli vse gore, tako da ne more si pa misliti, da je tole staro 100 let, več kot 130 let. Neč bom zdaj prekinil, pogremo pa še gor kupolo pogledati. Tole naj bi bila ta 100-tonska kupola, saj tu veste, 100 ton železa je kar hiter. Ne vem sicer na kakšen način naj bi delovala. To je pa zgleda na nekih šinah bila, da se je vrtila tukaj, le bi rekel, odprtina za top, za cev, mogoče celo 2 cevi tu imela. Je pa čakajte, kako bi jaz tu gor prišel. Ja, s snemanjem težko, oziroma iz zaletom mogoče, ja, pa se lahko še kaj polomim. Veste, kako to je. Čakajte, bom jaz kamerico tlele dal, pa grem lepo gor. Ni bilo čisto enostavno. Lejte. Aha, no, sem mislil, da je kaj svetlo, da se to vidi. Grem zdaj jaz po svojo luč, pa tole posvetim. Drugač pa lejte, kakšen razgled na Kotorski zaliv. Kotor dol, križarka je ena, ful dober. Tako da, evo, grem jaz po luč. Evo, imam tu, kakor sem štora zadnje cajte, vidite, kva se mi vse z avtom dogaja, ne? Moram ful paziti, da mi ne kakšna stvar noter pala. Očala sem dal stran, ejte, no, sem tole v svetlu, ljudje smeti noter, če plastenke, me zanima, če se da do sem prideti. Bom probal najdeti. Bo zanimivo. Če se da priti, čeprav ne vidim čisto nobenega vhoda, ne vidim ga, težka bo. Dober, imamo kaj, bomo videli. Prav, prišel sem iz kontra strani in lejte, čisto isto krilo, kakor je tam na oni strani, je tudi tukile, tamle na koncu tisti bunkerček, tole pa stopnice noter, bomo šli zdaj pa po teh stopnicah noter. Prišli bomo, to je isti štos po mojem, no, gremo še tukaj pogledati, kaj že smo. To je po mojem čist isti štos vse. Eskodapilsen. 1896 ga je bilo tole želez ulito. Ja, lejte, to je bil dol na sam pogled. Evo, zdaj grem pa mi noter. Pa da vidimo, luč imamo, če bo treba vžgati. Čeprav sem lačen, utrujen, sem se odločil, da grem še na unle hrib, tamle, ki ga vidite, tam je pa še ena trdnjava. Zdaj najprej se moram v dolino spustiti, tako da je 8 km, rabim pa 17 minut.
Tako da grem pogledat še to, no, pol pa nujno nekaj pojest, pa iti sobo najdet oziroma tam, kjer imam rezervirano. Prispel sem še na te drugi trdnjavi, na drugem hribu. Tudi tale že, ko sem sam prišel, že tole, ko pogledaš, zgleda zanimivo. Zdaj se mi poraja predvsem vprašanje, kako priti gor na vrh, na streho. Zdaj, veste, da bom prišel, pa karkoli že bo. Oziroma, ajde, čist zmeraj mi tudi ne rata, vrata so odprte, tam spet rabu luč, tako da grem da moram iti po luč. Evo, gremo še enkrat noter, tokat z lučjo, samo da mi ta baterija dol ne pade, da se malo moram popraviti zadevo, takole bi moglo delovati, ja, evo, sem naštimal, tle malo po človeških iztrebkih smrdi, velika zadeva je tole bila, lejte, se malo sprehodimo. Noro, da so tu delali takele stvari pred 130. Kot slišim, kot neki ptiči so, neko psikanje, jaz sem bil pa prepričan, da je kača. In tu lejte kar nekaj. Ajdej. Kačle noter nije premrzlo. Tle so že malo podpuntali, da se ne podrlo. Tle, kaj greš, se tle se še zgubiš lahko v končni fazi. Tako da gremo tamle gor po štengah. Tu me najbolj zanima, jaz bi gor na streho prišel. Kje so že stopnice? Tle. Pa ko? Tle, lejte, tu je od kos. Ampak, ko pa tu skozi sika? Kaj bi kača sikala? Pa se veste, se kača ne bojim, ampak imam pa mečke neprijeten občutek. Posod slišim. No, vidite, takole, če bi šel človek, brez, ne, pa slište tu. Ni mi jasno, kaj tu. Lejte, tle so še stopnice za gor. Gremo gor in še gor. Upam, da pridemo nekam ven. Vprašanje. Tle so, vidite, bunkeri. Vidite, tle so imeli top. Po mojem, da top, no. Vidite, tle neki ptiči letajo. Tle je tudi najbrž top bil. Jaz bi rad gor na streho prišel. Vidite, tle je bil top. Kaj je bilo pa tle? Tudi isto. Nočem svetati. Netopirji so. Netopirja sem videl. Pa ga nisem hotel svetati. Veste, smo žvalirati. Pa nočem zdaj z neki netopirje strašiti. Veste kaj? Bom šel nekje malo okoli pogledati, če bi se dalo kje gor prideti. Mogoče se pa da, tako da zdaj se bom kar poslovil. Si zdaj imam še problem najdeti za dol štenge. Tako da je kar hitro se človek zgubi. Pa smo zunaj. Kaj če nas bi kdo zaprl,
tele železne rešetke. Znači, se javim, ko pridem gor na streho. Nimam nekega hudega upanja, da prišel na streho. Lejte, tu so najbrž bili neki vojaški objekti. Kaj je bilo tole, pojma nimam. No, to je zdaj ta velika vojašnica, oziroma utrp, da se temu prav, tu ni bila vojašnica, tako da ne bo možno to prideti, po mojem. Čeprav, lejte, neke potke so okoli, ampak se veste, utrp je bila tako narejena, še te jarki so okoli, da valjda še do utrdbe težko prideti, kaj šele do strehe. Ja, lejte, to če bi kje bilo, bi po mojem se tu dobro videlo, ne? Tle bi kvečer lahko splezal potem le gor. Lejte, robitce. Fenomenalne. Nimam cajt na jest, se pa lahko robit najem. Lejte, koliko jih je. Bi jih lahko nabiral pa prodajal. No, kam nazaj šel, pa kaj ne bom snemal, si jih bom mečkam prvoščil. Ker po mojem, jaz imam zvrn tak občutek, da te zadeve tu, tako je robide pa take stvari, to je tudi zelo zdravo. No, lejte, prideti gor pa ne bo možno, tako da to bom kar obupal. Neč, rečite mi dober tek za robide. Prispel sem na zadnjo lokacijo na tem mojem potovanju. Zdaj bom še tukaj 2 dni, 2 nočitve. Evo, tle sem moj avto uparkiral. Zdaj, tle dol je morje, boste videli, 200 metrov stran, 250, ne vem. No, tle v tej sobi pa sem. Mislim, tle imam prenočišče. Lejte, tako malo je še nedokončano, ampak to je bilo na voljo. Evo, tale devetica je moja. Tole je pa noter moja nova namestitev. Ko sem prišel, me je zmotilo, da je bila miza umazana in pol te je strah, da je vse umazano. Lejte, drugač, kakor ste že videli, tu je na pol dodelana hiša. Slabo, lejte, vrata, ne, vidite, tle štok že propada. Ampak lejte, meni tu ni noben problem, sam da je čisto. Ful strah me je bilo, da mogoče ne bi bila čista posteljnina. In sem to povohal vse in je lepo po svežem diši, tako da to sem se zdaj odahnil, tako da drugače pa lejte, meni je čist dober. Morate pa vedeti, da nas je iz petka, iz sobote na nedelo in avgusta je težko dobiti ob morju apartma, ki bo ok. Mimogrede, dal sem pa 34 € na noč, tako da se mi ne zdi drago, v sezoni imam pa 200 metrov morje stran.